Dober dan in lepo pozdravljeni. Nahajamo se v središču Ljubljane, v samem srcu frančiškanskega samostana, v njegovi knjižnici. Z mano pa je brat Bernardin, ki se občasno spremeni tudi v turističnega vodnika. Lepo pozdravljeni. Dobro jutro, ja. Dobrodošli v naši knjižnici. Lepo ste rekli, da je to samo srce, a ne? Govorimo velikokrat o večjih srcih samostana. En srce je gotovo cerkev, a ne kapela. Drugo srce je pa gotovo knjižnica. Samostani so vedno bili neka trdnjave tudi znanja, knjig, trdnjave tudi nekih arhivov, varovanja kulturne dediščine. Knjižnica je gotovo ena izmed src samostana in kot vidimo, danes je naše srce precej živo tukaj in živahno. Omenila sem, da ste v novi vlogi turističnega vodnika. A ste se privadili tudi vašemu delovanju v turizem? Ja, moram reči, nekako od novembra 2023, odkar smo to knjižnico, odkar smo zaključili z obnovo in knjižnico odprli za javnost, smo imeli že skoraj 18 tisoč obiskovalcev. Tako da v bistvu smo že kar nekako veliko enih turističnih vodenj tudi upravili, bilo je tudi precej vodenj, kakšni obiskovalci tudi knjižnico sami ogledajo. Tako da, ja, to je ena izmed tudi nekako poslanstv, ki smo ga zdaj posvojili. Moram reči, da me to precej nekako veseli, ker je v bistvu preko tega poslanstva lahko te naše zaklade, to našo dediščino, vsa ta stoletja našega delovanja v Ljubljani, frančiškani smo v Ljubljano prišli že pred več kot 790 leti, 1933 naj bi bil prvi samostan ustanovljen v Ljubljani, na drugi strani Ljubljance, še na Vodnikovem trgu. In do danes se je nabralo ogromno neke dediščine. In ta dediščina nekako tradicionalno do neke mere, naši samostani so vedno bili tako nekako odprti tudi za javnost, ampak hkrati smo pa to našo dediščino, te naše arhive pa vedno že zaradi varovanja dediščine nekako čim bolj čuvali, skoraj nekako do neke mere zapirali, pod ključ dajali, seveda, da se ne bi ukradlo, da se ne bi izgubilo, da ne bi požari prišli, danes moramo vedeti, da imamo veliko večje standarde požarne varnosti, kot so jih imeli nekdaj, Sedaj, v 21. stoletju pa je prišla tudi prilika, da tudi te naše arhive, te naše knjižnice, te naše v bistvu res tisti najbolj središčna jedra naše zgodovine. Srčiko naše zgodovine, recimo, da odpremo za javnost, da pokažemo. To se mi zdi tudi pomembno iz tega stališča, da lahko iz stališča recimo izobraževanja, ogromno je šolskih skupin. To recimo nas zelo veseli, da prihajajo šole, da prihajajo tudi srednje šole, fakultete, univerze za tretje življenjsko obdobje. Prek tega ljudje spoznavajo res to široko zgodovino in našega reda, redovništva na splošno, cerkve na Slovenskem, hkrati pa tudi Ljubljane, zgodovino Ljubljane. Tukaj imamo ogromno gradiva tudi iz obdobja protestantike, ogromno gradiva iz časa baroka, iz časa 19. stoletja, tako da se tudi celotna zgodovina mesta, kot ena časovna kapsula mesta, se skriva za temi našimi policami, za temi našimi zidovi. Ko govorimo o Ljubljani kot o zgodovinskem mestu, je izjemno pomembno, da institucije, kot je vaš samostan in tak dragulj, kot je ta knjižnica, da niso zaprti za javnost, da se odprejo navzven. To veliko pripomore tudi za samo promocijo historičnih mest. Ja, in to tudi kaže recimo velik obisk turistov. Ljudi, ki pridejo v Ljubljano, naša dediščina zanima. Slovenija je taka recimo majhna država, je mogoče za kakšne turiste iz večjih držav, iz Amerike, iz velikih zahodnih držav, je mogoče zanimiva tudi kot neka, da bi nekako odkrili, kaj je Slovenija, kaj je naša dediščina. In tukaj v bistvu prek takih zgodovinskih spomenikov dejansko lahko to odkrivajo. Tukaj moram reči, da imamo zelo lepo sodelovanje z Turizmom Ljubljana. Tudi smo na turistični kartici Ljubljana, tako da turisti, ki kupijo turistično kartico Ljubljana, se lahko ugledajo in našo knjižnico, muzej in tudi našo cerkev. Bi si pa želeli dejansko več razumevanja tudi strani države v smislu o pomenu te dediščine. Ne samo v bistvu kot dejansko, po eni strani kot spomenik, ki je zanimiv za domače obiskovalce in za turiste, po drugi strani pa tudi kot spomenike, ki so pa zanimivi dejansko, ki so pomembni za raziskovanje in ohranjanje naše slovenske zgodovine. In tukaj dejansko, recimo, zdaj sem si, prav pogledal sem si recimo številke, Ministrstvo za kulturo, mislim, da ima 270 milijonov evrov proračuna, od tega je samo 2 milijona v 2 letih, to je letni proračun, torej milijon na leto, oziroma manj kot milijon na leto je namenjen dejansko za ohranjanje kulturne dediščine. Od tega, recimo na sakralno dediščino pa pride recimo polovica tega zneska. Dejansko zelo majhen procent
je v bistvu namenjen državnih sredstev kot pomoč namenjen za ohranjanje te dediščine in to se dejansko kaže tudi pri stanju te dediščine. Veliko te dediščine je v bistvu nepopisane, je neraziskane. Ne. Tukaj recimo dejansko v tej knjižnici, po obnovi, ta obnova je bila celovita, je zajela vse te naše prostore. Torej knjižnica v bistvu kot spomenik je varna iz stališča, da je v dobro negovanih prostorih. Dejansko pri sami obnovi smo v bistvu, ki je bila več kot 300 000 evrov torej stroškov samo za urejanje teh prostorov, ni bilo nobenih novogradenj, nobenih, smo v bistvu dejansko mogli vse bolj kot ne sami financirati za neke našimi recimo donatorji, ampak to so bile manjše zneske, ki so recimo bolj fizične osebe dale. Dejansko, ko smo zaprosili v bistvu za pomoč pri državnih sredstvih, smo bili neuspešni. Kljub temu, da je knjižnico že od leta, ne vem, mislim, da od 50 let dalje zaščitena strani, torej takrat še Socialistične republike Slovenije kot neodtujljiv, kot spomenik države, kot državni spomenik, je zmanjkala kakšna pika na razpisu, ker je bilo sredstev toliko malo. In smo bili takrat dejansko zavrnjeni. In tukaj pa je, se mi zdi problem, recimo iz stališča naše knjižnice, da ni recimo možnosti, da bi lahko recimo to gradivo, ki je tukaj noter recimo popisano. Ker šele ko je gradivo dejansko popisano, ko se ve, kaj je not, ko je narejen katalog, sodoben katalog recimo v COBISS sistemu, takrat je v bistvu dejansko gradivo zaščiteno, ker takrat ne more prihajati do kraj, ne more prihajati, mislim, se ve, če pride do kraja, se ve, kaj je zmanjkalo, je gradivo tudi, mi dejansko recimo po slovenske zakonodaje, gre za premično dediščino, mi recimo te dediščine ne smemo odtujevati, ne smemo prodajati, ne smemo peljati v tujino, vse to v bistvu, vse te predpovedi dejansko obstajajo, hkrati pa v bistvu ko ni popisana, je dejansko izpostavljena. Tako je tukaj država, mislim, da bi morala tudi ta javni interes zasledovati v smislu tega, da se omogoča takim knjižnicam in drugim takim zbirkam, recimo v Sloveniji, da dejansko da se uredijo po standardih muzealske in bibliotekarske stroke dejansko. Ker šele preko tega v bistvu potem je dejansko dediščina popolnoma zaščitena. Lani ste bili nagrajeni v sklopu projekta Hiša prenove, ki poteka pod okriljem Združenja zgodovinskih mest Slovenije. A je kaj drugače od lani? Ja, moram reči, da nas ta nagrada zelo veseli. Smo zanjo tudi zelo hvaležni, ker v bistvu pokaže dejansko kot neko priznanje za to naše delo, tukaj, ki smo ga opravili, za to obnovo. Moram reči, recimo, to je nagrada stroke, oziroma nagrada ljudi v stroki. In glede sodelovanja za stroko, moram reči, da smo vedno bili v zelo dobrih odnosih. Torej, in naša odgovorna konzervatorka Marija Reže Kambič iz območne enote Ljubljana, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, in nasplošno vsi na zavodu, recimo, ne vem, Restavratorski center zavoda nam gre zelo na roke, Arhiv Republike Slovenije, Restavratorski center Arhiva Republike Slovenije. Tukaj imamo res v teh letih, že pred nagrado, pa tudi od nagrade pa še toliko bolj v bistvu, smo ene zelo lepe institucionalne povezave vzpostavili. Recimo tudi ogromno sodelujemo z NUK-om, zdaj recimo poteka tudi projekt digitalizacije naših inkunabul, kjer sodelujemo z NUK-om. Tukaj v bistvu nam grejo te državne inštitucije zelo na roko, tako da v tem odnosu, na tej primarni ravni z stroko, dejansko moram reči, da je sodelovanje zelo zgledno in smo od tega zelo veseli in smo zelo hvaležni za to. Hkrati je pa problem, da tudi kar stroka sama izpostavlja, da dejansko so in znotraj njihovih hiš in znotraj v bistvu možnosti tega, da bi se oni recimo nam še bolj pomagali, da bi še bolj v bistvu neko strokovno vodenje pri odnosu do našega gradiva, še več digitalizacije, še več popisov te dediščine, restauriranja dediščine je zelo potrebna tega recimo restauriranja. Tukaj pa v bistvu dejansko je res problem financiranja. Problem v bistvu, da iz ministrstev, iz državnega proračuna dejansko prihaja premalo sredstev za to dediščino. V kakšnem stanju je bila ta knjižnica prej? Ja, ko smo v bistvu začeli z obnovo, je bila v bistvu večino časa je bila zaprta dejansko, tudi za brate, načeloma. Dojemali smo jo bolj kot neko arhivsko knjižnico. Posledično je bila pač precej, recimo, police so bile precej umazane, problem je bila recimo zelo velik problem je bila hišna goba, ki je začela najedati določen les v predvsem gornjih etažah knjižnice. Tukaj je bila v bistvu posledica tega, da je v času verjetno vojnega obdobja streha nekaj časa puščala, ker si zaradi pač vseh teh letalskih groženj tega med vojno pač niso upali strehe popravljati in je potem ta vlaga pač vzpostavila dobre pogoje za razvoj te gobe in ta goba, poleg tega, da žre les, žre tudi knjige.
knjige na koncu. Ne? Tako da je bilo recimo zelo zanimiv postopek, ne so mogli priti prav gasilci z takim brenerjem, ne? In prav umakniti v stales in žgati to gobo. Ne? Tako da hvala Bogu, recimo, da se je to rešeno, teh spor več ni in ta knjižnica recimo ne bo pojedena strani te gobe. Ne? Drug recimo problem je bil, recimo, so bile inštalacije. Bile so zelo stare elektroinštalacije in tukaj smo mogli v bistvu komplet vso električno napeljavo zamenjati, nove luči narediti, bolj hladne luči, ne, da ne prihaja do tudi boljša razsvetljava, se vidi, recimo gledalci lahko vidijo, ne, kako je v bistvu zdaj lepo osvetljena knjižnica. Ne. To je bilo zelo važno zaradi požarne varnosti. Hkrati smo z obnovo teh luči napeljali tudi predvsej sodoben sistem požarne varnosti z javljalniki, z požarno razsvetljavo, ki smo jo zelo lepo skrili, tukaj je zelo lepo sodeloval Zavod za kulturno varstvo, pri tem, da smo iskali pravilne, kako to dobro skriti. Ne. Tukaj moram tudi reči, za zavodom smo se zelo veliko pogovarjali tudi v čim bolj celostni ohranitvi tega ambienta. Ker dejansko, torej knjižnica je bila, torej stavba, ne, knjige, tukaj noč so starejše, ne, imamo knjige vse od ustanovitve samostana, torej vseh teh 800 let, glavnina gradiva je pač iz baroka, je iz 16., 17., 18. stoletja, ampak sama stavba je bila pa zgrajena po ljubljanskem potresu, torej konec 19. stoletja. In takih ambientov, torej teh ambientov konca 19. stoletja, notranjih ambientov, zunanjih imamo zelo veliko v Ljubljani, ne? Zelo veliko ljubljanske secesije tega. Notranjih ambientov so pa zelo redki, kateri tako nedotaknjeno ohranjeni. Pač dejansko v bistvu te omare so bile bolj kot ne samo umazane, v bistvu, ne? Vse je bilo samo zaščistiti in je v spodaj se pokazala ta knjižnica v vsem svojem sijaju. Ne? Tako smo potem se trudili pri zadevah, ki smo jih pa dodajali, torej nove inštalacije, požarna varnost, požarni javljalniki, potem tudi recimo tepihi, da so tla zaščitena, te recimo vrvi, ne, da turisti ne grejo na področje, kamor ne smejo, recimo, ne, v tem smislu, obiskovalci. Ne. Tukaj je pa v bistvu smo dejansko se trudili, da se čim bolj inkorporira v prostor, da se čim bolj skrije te zadeve, da se čim manj posega v originalne materiale, da se les čim manj reže, da se ploščice ohranja originalne iz 19. stoletja. Ne. In tukaj recimo tudi, ko smo se pogovarjali z komisijo šole prenove v času pač natečaja za nagrado, ne, takrat so nam rekli, recimo, ena glavnih kvalitet je bila ravno to, v bistvu, v tem, kako previdno, s kakšno tresočo roko bi lahko rekli, ne, se je pristopili k tej obnovi. In tukaj moram res reči to, kar sem že prej poudaril, ne, res to institucionalno sodelovanje. Velikokrat slišimo strani lastnikov kulturne dediščine, bodisi cerkvenih, bodisi tudi privatnih, ne, slišimo, joj, ta zavod, ne, kako nam gre na živce. Jaz moram tukaj reči, res ne razumem tega. Naše sodelovanje je bilo res izjemno plodno in tudi to je neka služba, ki ti lahko res pomaga pri tem, da v bistvu da to, kar imaš, da res ohranjaš, ne, v tem. In tukaj bi rad videl, da bi bilo tudi v Sloveniji več zavedanja tega. Ne. Recimo jaz, ne vem, prihajam z ene vasi na obrobju Ljubljane, v času mojega življenja, pa če nimam 30 let, ne, je bilo dejansko večina starih domačij na vasi zrušenih. Ne. In dejansko slovenska kulturna krajina in mesta, vasi in vse, je zelo prizadeta s tem, da v bistvu imamo tak negativen odnos do dediščine, kot nekaj, kar je ne bodi ga treba, nekaj, kar bo, mislim, gotovo je, seveda pač obnova traže, ampak nekaj, kar preveč stane, ne, in vse. In na koncu posledično v bistvu izgubljamo tisto našo, v bistvu neko jedro naše kulture, ne, ki pa je ta naša, v bistvu, naša dediščina, so te naše vasi, so ta naša mesta, ne, so te naše cerkvice na hribih, naše velike cerkve v mestih, ne, naše trge. Ne. Zakaj to odnos ne bodi ga treba do dediščine? Ja, mogoče malenko se gotovo bila ta v socializmu ta mentaliteta, ne, vse v mestu, urbanizacija. Tako urbanizacija, vse delam novo, ampak treba vedeti, ne, tudi glavna imena recimo slovenskega modernizma ali pa funkcionalizma iz recimo časa socializma, ne, recimo Ravnikar, ne, on je imel recimo nek izjemen občutek za v bistvu za Ljubljano kot neko baročno mesto, on je imel velik občutek za te ljubljanske trge, ulice, ne, v bistvu te baročne točke, ne, in tudi recimo grad in vse to, ne, tako da tukaj se mi zdi kompleksno to vprašanje. Jaz mislim, da večinoma je tukaj dejansko mal problem tudi napačnih politik strani države, v smislu tega, po eni strani so premajhna sredstva za recimo sofinanciranje, po drugi strani pa tudi v bistvu, da ni nekih davčnih olajšav. Zelo velika stroka govori o tem, da bi v bistvu dejansko, če bi bila vlaganja v dediščino, oproščena DDV-ja, bi dejansko
po moje, in tudi po mnenju stroke, so velika sličiš med stroko, bi dejansko več ljudi se odločalo mogoče za to, da bi se kaj ohranili. To se mi zdi, da je resen problem. Tudi recimo v našem primeru, tudi če smo dobili, recimo tukaj pri knjižnici nismo, ampak recimo v cerkvi, ko smo obnavljali Kregarjeve vitraje, torej kot neko dediščino 20. stoletja, smo sicer dobili pač državne subvencije, državno pomoč, ampak recimo ta pomoč je v višini 30-40% zneska, kar na koncu pomeni, da v bistvu s to pomočjo bolj ko ne pokriješ DDV, pa še kakšnih 10% ostane, v tem smislu. Kakšne zgodbe vse skrivajo stoletja burne zgodovine tega samostana, te knjižnice? A ste imeli kaj spletk v duhu Umberta Eka in ime Rože, se kaj tazga nenavadnega dogajalo za tem zidom? To je zelo zanimivo, tako malo provokativno vprašanje, recimo. Dejansko bi kar tako odgovoril. V bistvu problem v arhivih je zelo veliko dokumentacije. V arhivih imamo zelo veliko dokumentov, zelo veliko tudi recimo nekega popisa naše zgodovine, vse, kar se je dogajalo. Lepe plati zgodovine, kakšne slabe plati zgodovine, tudi recimo kakšno, ne vem, obdobja, ko je bilo recimo, ko so bile lakote, recimo to in take zadeve. To je vse nekako v naših arhivih, ampak žal je premalo strokovnjakov, ki bi se s tem ukvarjali. To, ko sem že prej omenil, dejansko je to še eno področje, ki je za raziskati. Vemo recimo, ko ste zadnjič bili tukaj, sem vam pokazal tisto recimo knjigo Zelišča, recimo vemo, da je recimo samostan, vsak samostan je imel lekarno, Tukaj imamo v bistvu tudi oddelek strupenih zelišč. Gotovo je bil v teh knjigah. Vedeti moramo tudi, da so veliko strupov je v majhnih količinah zdravilo, tako da dejansko so veliko teh uporabljali so vsa možna zelišča, recimo bomo temu rekli, tudi kakšna, ki so danes veljajo recimo za strupena, tudi seveda medicina je bila taka, da niso vedeli vse, kaj je koristno in kaj je škodljivo. Ampak kaj hočem reči, recimo večina naših samostanov je imela lekarno za notranje potrebe, to je za potrebe bratov, pa tudi za potrebe potem recimo tudi ljudi, revežev, recimo kakšni, ki so prišli prosit, ki si niso mogli privoščiti javne lekarne, ker seveda pač pred zdravstvenim zavarovanjem, pred moderno dobo je bilo treba vse plačati. In tukaj recimo imamo ogromno tega gradiva ohranjenega, recimo že iz zgodovine recimo že samega našega lekarništva. In tukaj recimo zelo zanimivo bi bilo recimo neke take raziskave delati, kaj so recimo te lekarne, koga so zdravile, kakšna zdravila so pripravljala, kako je recimo se medicina razvijala. Koga ste zastrupili? Ja, upajmo, da ne koga, ampak verjetno je kakšno zdravilo takrat... Tudi koga na drugi svet popeljalo. Ja, takrat kakšno zdravilo, ki danes najbrž ga ne bi uporabljali. Mogoče je bilo kaj, vem, recimo, zelo veliko so uporabljali nekdaj kakšnih teh, recimo, mazil, ki so vsebovala, recimo, to, ko se reče, ta arzenika, pa to danes verjetno ne bi uporabljali, ker je gotovo, danes vemo, da so ta zdravila strupena, takrat so pač mislili, da pomagajo. Ja. Menda ste imeli tudi skrivni rov do uršulinskega samostana, tako se govori? Ja, to je ena zgodovinska raca, bomo rekli, ki se je razvila nekako verjetno od 19. stoletja dalje. Pred 19. stoletjem to niti ne bi bilo možno o tem govoriti, ker je bil itak samostan na drugi strani Ljubljanice, je bila vmes reka, tako da to je sploh nemogoče. Ta raca se je verjetno razvila na podlagi tega, da so ljudje pozabili, da je bil zraven uršulinskega samostana kapucinski samostan. Torej na današnjem Kongresnem trgu je bil do Napoleona kapucinski samostan in verjetno je bila prvotno ta v bistvu ideja tega rova kao med nunami in brati kapucini mišljena, torej ne med frančiškani. Potem pa seveda pač v 19. stoletju pač ljubljansko meščanstvo je pač moglo imeti svoje, recimo, bomo rekli, fantazije, in potem seveda se je pač ta raca nekako ohranjala. Je pa v bistvu gotovo, vedno tukaj, mislim, torej sama, uršulinke, ljubljanske uršulinke, to je bila ogromna ustanova, to je bila v bistvu največji zasebni zavod za vzgojo deklet torej do leta 45 dejansko, torej dokler pač v socializmu niso bile ukinjene in to je danes to Šubičeva gimnazija. V tej ustanovi so tudi seveda naši bratje tudi delovali kot kaplani in tudi iz tega se potem tudi kakšne pač so se razvile kakšne fantazije, pač kako zdaj frančiškani preveč hodijo k uršulinkam, ampak to je pač, bolj bi rekel, to je neka raca. Dejansko tak rov tudi v Ljubljani, vemo kakšna so tla v Ljubljani, tok dolg rov, bi bil
strošek gradnje tega rova bi bil prevelik, pa ne bi statično to zdržali. No? Je bil pa eden izmed bolj imenitnih gostov tega samostana in tudi te knjižnice, dr. France Prešeren, ki je prijateljeval z enim izmed vaših bratov. Ja, to je pa res. Ja. Torej, pater Benvenut Krobat je bil sorodnik Prešernovega delodajalca, torej tega Krobata, odvetnika Krobata, pri katerem je Prešeren deloval, in verjetno so se že preko teh skupnih poznanstv poznala, in tudi ta pater Benvenut Krobat je potem po Prešernovem zgledu, recimo, navdihu, pisal tudi sam slovensko poezijo. V zelo zgodnem času, ko je bilo v bistvu to še precej redko. Torej imamo v arhivu hranjenih nekaj Krobatovih pesmi, pa tudi Prešernov autograf imamo, torej prvo izdajo Krsta pri Savici s Prešernovim podpisom, ki je bila pa kasneje pridobljena, ni je dal Krobatu. No. Je pa France Prešeren ravno vašemu bratu Krobatu posvetil pesem Sveti senat. Ja, tako, to so lepa take zbadljive pesmi, spet v luči tega, kar sva pregovorila, ker je bil pač tudi Krobat kaplan pri Uršulinkah, in so bile potem take, recimo, zbadljive pesmi na ta račun, so nastajale. Ampak ja, gotovo, tukaj se vidi to njuno bližino, to njuno prijateljstvo, prek tega, da dejansko, da mu je tudi pesmi posvečal. Ena izmed teorij, takih bolj šaljivih, je bila tudi, da seveda Prešeren je živel, vemo, pri cerkvi Svetega Jakoba, na Rožni ulici, mislim, da se to reče, in njegova najljubša gostilna je bila pa Šestica, tukaj za nama. In takrat so bili pa frančiškani od jožefinske selitve iz Vodnikova trga v bivši avguštinski samostan na današnjem Prešernovem trgu, so bili pa že tukaj, tako da so govorili, ja, se Prešeren gre od gostilne, pa se naprej ustavi pri Krobatu, pa gre potem naprej v gostilno. Tako da mogoče je tudi kdaj obiskal našo samostansko klet, ne vemo. To bi bilo zanimivo za raziskati. Taka pivska bratca. Ja, to bi bilo zanimivo za raziskati. Ja. Če je v arhivi kaj v tem ohranjenega. Spet je to ena izmed takih, recimo, ljubljanskih teorij, fantazij, bomo temu rekli. Tega se je v teh stoletjih, kar s frančiškani tukaj delujemo, se je te lokalne zgodovine, bomo rekli take ljudske zgodovine, se je veliko razvila. To tudi kaže na to, v bistvu, na to našo povezanost s tem z mestom, z Ljubljano, z razvojem mesta, tudi z našo selitev je vzrokovala tudi recimo preimenovanje ulice. Nekoč se je Študentovska ulica, ki vodi na grad, imenovala Franciskanergasse, frančiškanska ulica. Potem, ko so bili frančiškani preseljeni, se je tukaj ulica za nama, ki se danes imenuje Nazorjeva, nekdaj se je imenovala Avguštinska ulica, ker so bili tukaj Avguštinci. Potem se je preimenovala tista Franciskanergasse, frančiškanska gasa, se je preimenovala v Študentovsko, ker je bivši frančiškanski samostan postal licej, torej kraj študentov. Dočim ta ulica tukaj za nama se je preimenovala v frančiškansko iz Avguštinske. Potem pa leta 1952, ko je pa država rekla, da morajo imeti ulice, ko se je bil izrazoslovje bil, država je rekla, torej, da morajo ulice biti v skladu z socialistično realnostjo današnjo, tako so takrat to poimenovali, so jo pa preimenovali potem v Nazorjevo ulico. Ampak to je bila nekdaj je bil recimo to spomenik tudi teh recimo selitev samostanov in tako. Ste pa znotraj knjižnice tudi svoj vrstni varuhi kulturne dediščine, namreč hranite izjemne umetnine, srednjeveške listine, inkunabule, Dalmatinovo Biblijo s Trubarjevim podpisom, kaj vse? Ja, to, kar ste našteli, prej smo omenjali recimo tudi te knjiga za lišča, lekarniške knjige. Veliko je medicinskih knjig tudi v naših samostanih, to pomeni, da so imeli tudi veliko potreb po zdravstveni oskrbi bratov in drugih. Seveda, glavnina knjig, ki jih imamo, je teološkega značaja, ampak je tudi kar nekaj tudi drugih, filozofija, druge znanosti, naravoslovne znanosti. Imamo recimo drugo izdajo Kopernikovih De Revolutionibus, torej, ko Kopernik predlaga heliocentričen model vesolja. Ta knjiga je bila med drugim tudi, mislim, da na Indeksu, tako da je bila ena izmed prepovedanih knjig. So jo lahko bratje brali samo z dovoljenjem predstojnika, verjetno, v tistem obdobju pred ukinitvijo Indeksa po drugem Vatikanskem koncilu. Potem imamo tukaj tudi 4 velike poznosrednjeveške graduale. Eden najstarejši izmed njih je trenutno po zaslugi tudi našega sodelovanja z Arhivom Republike Slovenije v Restauratorskem centru v Arhivu Republike Slovenije. Gre v bistvu za molitvenike, kjer so take velike srednjeveške note, rečemo jim neume. To so jih uporabljali na samostanskem koru, ko so bratje peli molitev, torej peli brevir.
in so imeli pač, seveda je bilo prevelik strošek, da bi vsak imel svojo knjigo. Knjige so bile, moramo vedeti, nekdaj zelo, zelo drage. Celo najbogatejši ljudje so imeli knjižnico, recimo 100 knjig, pa so se imeli za zelo premožne. Tako da recimo so pač molili iz ene knjige. Torej te graduale in antifonare imamo 4 ohranjene, kar je redkost v slovenskem merilu. V bistvu tudi recimo NUK nima primerljivih zbirk antifonarjev in to je recimo ena taka velika vrednost naše knjižnice. Tudi recimo zelo veliko vrednost naše knjižnice so inkunabule, torej prvotiski, knjige, ki so nastale pač v 15. stoletju od iznajdbe tiska, recimo tam v 60. letih 15. stoletja dalje, do konca 15. stoletja. In recimo teh imamo okoli 120. To je druga največja zbirka inkunabul v Ljubljani za NUK-om. Tako da kaže to precejšnjo bogatstvo te knjižnice. To verjetno je bila v času baroka najbrž ena bogatejših knjižnic v Ljubljani. Verjetno bogatejša od današnje semeniške knjižnice, torej knjižnice, ki jo je ustanovila Akademija Operozov, in tudi verjetno bogatejša od drugih samostanskih knjižnic v Ljubljani, ki so potem marsikatere ob ukinitvi končale v licejki, ki se je potem razvila v NUK. Tako da dejansko zdaj po tem gradivu, recimo je NUK najbogatejši, ampak je bilo to, ker je sprejel gradivo mnogih knjižnic. Ta je pa dejansko kot samostojna enota od takrat dalje ostala precej v istem stanju. Tako da dejansko tukaj imamo pred sabo eno zelo bogat odraz recimo neke znanosti, umetnosti, kulture v baročni Ljubljani. In tukaj bi tudi mogel reči, zelo veliko žalujemo recimo za knjižnico grofov Auerspergov, ki je bila v deželnem dvorcu, ki je bila potem razprodana v Ameriko in tako. Ampak dejansko tukaj imamo pa pred sabo nek spomenik in recimo velika, tako v medijih tudi, kakšna škoda, da ni tega, da naši raziskovalci tega in to se strinjamo, velika škoda, ampak tukaj imamo pred sabo nek spomenik, ki je mogoče ima celo večjo število knjig, kot je imela takrat Auerspergova knjižnica iz tega obdobja, pa v bistvu nekako ne dobimo nekega sogovornika na strani države. Tako tukaj je v bistvu dejansko je pomembno, da cenimo tisto, kar imamo in da tisto dediščino, ki jo imamo, dejansko res vanjo vlagamo in z njo v bistvu njo raziskujemo, se z njo rokujemo, da v bistvu spoznavamo našo preteklost prek tega. Ta bogatstvo knjižnice, a je posledica tudi dejstva, da ste frančiškani zelo navzven obrnjen red. To ste dokazali že tekom stoletij. Zelo spretni ste bili pri navezovanju stikov z drugimi narodi, z drugimi jeziki in tudi pri pridobivanju finančnih sredstev. Ja, tukaj dejansko to je zelo dober poudarek. Ta knjižnica je v bistvu nastala z donacijami bogatih meščanov. V bistvu. Neko manjši del gradiva je že pač predhoden, je recimo, bomo rekli, tega pozno srednjeveški recimo. Glavnina gradiva je pa v bistvu pater Sigismund Škrpin v 17. stoletju pridobil. Torej, konec 17. stoletja, začetek 18. Je večino tega gradiva pridobil z nakupi. Tukaj so recimo bogati meščani, recimo Schellenburga in drugi Auerspergi grofje, in tako donirali precej denarja za to knjižnico. Že takrat, recimo, kot eno kurioziteto povem, da mislim, da je pa, ne vem, to so bile zneske recimo prek 1000 goldinarjev, kar je ogromno. Recimo ena knjiga je bila okoli 1 goldinar, in že takrat je, mislim, da pa mestna oblast pa dala samo 9 goldinarjev. Tako da že takrat v bistvu torej takrat pač torej mestna oblast, magistrata, sedež občine. Ampak druga stvar, ki se bo omenila, recimo glede bogatstva tega gradiva, tukaj sem že prej omenil, recimo te medicinske knjige. Vse to kaže, recimo, da so tudi navzven se odpirali, da so tukaj ljudje prihajali v ta samostan, torej tudi zdraviti. Recimo ena izmed pokazateljev, da so te knjige krožile, je tudi to, da je kar nekaj knjig za našim ekstribrisom, torej za kataložno znako naše knjižnice, ima v NUK-u zelo nizke signature iz licejke, kar pomeni, da so v licejko prišle že zelo zgodaj, že verjetno v ustanovitvi licejke, kar pomeni, da so te knjige že takrat, ko so bile, recimo to novosti, so krožile med strokovnjaki, med učenjaki v Ljubljani. In to kaže, da je v bistvu dejansko ta knjižnica ni bila samo, tako nekako bi rekli, klauzurna knjižnica, zaprta samo za brate, ampak dejansko, da so kakšni služile meščanom. Ja, kakšni meščani, drugi duhovniki ali pa tudi laiki, ki so imeli potrebo po kakšnem znanju, ki je tukaj v knjižnici, so lahko te knjige tudi dobila. Tako da gotov je celoten, recimo, tudi ko bi se enkrat to gradivo v celoti popisali, da bi se res točno vedeli, kaj je tukaj, bi lahko
že bolj konkretno povedali, torej dejansko, kaj vse od gradiva imamo, s katerim vsem znanost smislu ukvarjali. Recimo, glede jezikov je tudi zanimivo, večina knjig je seveda v latinščini, je pa tudi precej nemščine, recimo, ampak tudi precej italijanščine, kar kaže, da so bili zelo povezani tudi s severno-italijanskimi univerzami. In nasplošno, recimo, naš red, Sveti Frančišek je živel v centralni Italiji, Umbrija, in vemo, da so potem tudi bratje hodili študirati, kakšni bolj nadarjeni, recimo v severno-italijanske univerze, in sem so prinesli tudi nekaj tega knjig, nekaj tega znanja. In tukaj tudi vidimo dejansko, kako je bila v bistvu Ljubljana, pa celotno današnje področje Slovenije, neko območje, ki je bilo zelo na prepihu. Prihajale so ideje iz severa, ideje iz Nemčije, prihajale so ideje, knjige, znanje iz Italije, tudi iz Madžarske, in potem seveda, hkrati smo bili pa tudi zelo odprti dol proti Balkanu, proti območjem, kamor so posegali Turki. In tukaj dejansko v naši knjižnici, recimo eno izmed pomembnih gradiv, kar sem recimo prej pozabil omeniti, je Bosna. Ja, seveda je gradivo, so listine iz arhiva province iz Bosne. Ker ko so bratje bežali na sever pred Turki, so sabo odnesli svoje arhivsko gradivo in tukaj imamo precejšno zbirko listin, ki se navezujejo na območje današnje Bosne in te mejne Hrvaške, bomo rekli, kamor so pač posegali Turki in so potem bratje kot begunci to gradivo sem prinesli. In tukaj, ko se je tukaj po požaru v samostanu na Trsatu, kjer je bilo v reki, kjer je bilo prvotno sedež province, se je potem arhiv in verjetno v tistem požaru je bilo tudi precej gradiva izgubljenega, ampak kar je pa ostalo arhiva, se je preselilo v Ljubljano in do tega dalje dejansko imamo tukaj tudi ogromno gradiva za zgodovino torej Bosanskega kraljestva, za zgodovino kontinentalne Hrvaške in tako da tukaj v bistvu je res en prepih vseh možnih in jezikov, narodov, kultura, se je tukaj nekako preko Ljubljane se vse to dogajalo že v 15., 16., 17. in 18. stoletju. Prav multikulti prostor. In malo prej ste omenili grofe Auersperge. Potrebno je povedati, da je bil samostan, frančiškanski samostan v 18. stoletju na Vodnikovem trgu in da ste imeli spodaj pokopališče, ki je bilo eno največjih v Ljubljani in plemstvo se je pokopavalo spodaj, med drugim tudi Auerspergi. Tako, ja. Torej, tukaj, kjer smo danes, to je območje nekdanjega avguštinskega samostana in do jožefinizma, torej do 80. let 18. stoletja, so tukaj delovali avguštinci. Potem jih Jožef II. Ukine in naseli frančiškane, ki nas je pa priselil iz ukinjenega samostana na Vodnikovem trgu, tam, kjer je danes Ljubljanska tržnica. Tam so se pa frančiškani že naselili že zelo zgodaj, 1933. Torej dejansko smo skoraj 800 let v Ljubljani, od tega smo bili pač skoraj 600 let tam in tam se je tudi razvila ena zelo bogata zgodovina, ogromno recimo baročnih slik, baročnih oltarjev, ki so po raznih cerkvah potem razprodani, nekaj tudi pri nas, je bilo recimo v tisti cerkvi, ki je bila potem kasneje porušena, stavba je bila kasneje predelana v licej, po ljubljanskem potresu tudi porušena, in pred to cerkvijo, tam, kjer danes recimo, bi rekli nekako, če gledamo proti tržnici, desno od Vodnikovega spomenika, tam je bilo največje ljubljansko, recimo najbogatejše tudi pokopališče. In na tem območju so pokopani zelo veliko ljubljanskega plemstva. Dejansko imamo v našem arhivu ohranjen seznam oseb, ki je tam pokopana in se dejansko ve, torej vso to plemstvo, ki je bilo tam pokopano, ve se tudi, kakšni so bili recimo te njihovi nagrobniki, ki danes niso več ohranjeni. Nekaj malega jih je ohranjenih v Narodnem muzeju, kar so jih našli pri arheoloških izkopavanjih, sicer pa večino je pa izgubljenega tega gradiva in to je vse prepisano. In recimo to je območje, kjer imamo izjemne arheološke najdbe, torej teh temeljev cerkve, teh kript, grobnic, Auerspergove grobnice, njihovih src, grobnice z njihovimi srci in vse to. Torej to je območje, ki je zelo, bomo rekli temu, ranljivo. To je območje, ki je zelo, zgodovina Ljubljane na tem območju je zelo izrazita, zelo poudarjena in je zelo pomembno, da se v to območje posega previdno. Tako da tukaj, ko se zdaj... In na tem ranljivem območju naj bi postavili podzemno parkirno hišo. Ja, zdaj, ko govorimo o teh projektih mestne občine, glede hiše, dejansko tudi kot frančiškani, kot nekdanji naseljenci tistega območja in kot
pač red, katerim so te osebe zaupale, da bojo pač mirno počivale in čakale vstajenja na tistem pokopališču, ne, tudi apeliramo na občino v tem smislu, da pač previdno posega v to območje. Zdaj dejansko po novih načrtih naj bi sicer bilo od tega pokopališča naj bi bila gradna hiša nekoliko oddaljena, ampak se zmer pač ta gradna hiša posega v temelje nekdanjega samostana. Ti temelji so večinoma ohranjeni, celo ko so delali sondaže, so ohranjene samostanske kleti, oboki so ohranjeni, noter so še ostanki sodov, tako da tam je ena izjemna srednjeveška dediščina dejansko in situ ohranjena in je velika škoda bi bila, da bi se ta dediščina zaradi nekih današnjih v bistvu napredek je pomemben, mora biti napredek, gotovo se mesto mora razvijati, ampak mislim, da je v Ljubljani toliko drugih parcel, ki se jih da izkoristiti recimo za gradnjo parkirišč, tržnic, ne. Tudi moramo govoriti recimo o trajnostni mobilnosti pri prometu in tako, ne. Gotovo je treba ljubljansko tržnico do neke mere pač obnoviti, na novo tlakovati, urediti pač primerne prostore za branjevke in branjevce, ne, in tako, ampak vseeno je treba v to dediščino zelo previdno posegati in hkrati se mi zdi zelo pomembno tudi to, da bi bila ta dediščina da se jo čim bolj prezentira. V samem centru mesta, v Ljubljani, tudi zaradi protireformacije, ki je na gotiko gledala nekoliko negativno v smislu kot na protestantsko umetnost, čeprav to ni bila, ampak pač tako je pač protireformatski barok potem dojel, ne, je zelo malo ohranjene srednjeveške dediščine, ne. Tle pogrešate neko bolj nazorno prezentacijo. Ja, tukaj bi se recimo, in ena izmed teh zadev, recimo Vodnikov trg z starim mestnim obzidjem, tam dejansko, ker je danes vzpenjača, tam še vidimo te srednjeveške ostanke obzidja, ki se je držalo. Tam so bila tako imenovana frančiškanska vrata, pod tam, kjer je recimo zdaj tisto krožišče, ne, in tako. Tam spodaj je ogromno nekega, imamo te kleti, ki so ohranjene, ki bi se jih dalo obnoviti in ljudi v te kleti voziti, ne. Torej, zgodovina je ljudem zanimiva, ne. Če bomo lastno zgodovino rušili, jo pač izgubimo in nikoli več nimamo, ne moramo je nazaj rekonstruirati, ne. In tukaj dejansko pomembno, da bi se ta dediščina prikazala, da bi se ohranila in tudi, da bi se pravilno prezentirala. Brat Bernardin, smo na pragu 8. februarja, slovenskega kulturnega praznika. Kako pomenljivo je dejstvo, da frančiškanska knjižnica, frančiškanski samostan stojijo na našem osrednjem trgu in da smo Slovenci kot narod na piedestalu srednjega trga postavili ne kip vojskovodja, ampak kip poeta. Kaj to pove o nas kot narodu? Ja, jaz mislim, da pove, kako cenimo to svojo kulturo, kako cenimo to svojo umetnost, to svojo slovensko kulturo, ne, da svoje slovenstvo dojemamo preko kulture, ne. In to je v bistvu ne preko vojne, ne preko osvajanj, ker mi smo narod na koncu, ki nismo prav veliko osvojili, v redu imamo majstra, ampak nismo neki veliki vojskovodje, ne, kot narod, ampak imamo dejansko to našo kulturo, ki nas je skozi stoletja držala gor in ki nam pač tudi kaže neko luč v prihodnost. Mene zelo... Namreč skozi stoletja burnega obstoja smo obstali ne zaradi meča, ampak zaradi peresa. Ja, dejansko, preko in mislim, da tukaj, ne, ko smo med temi vsemi knjigami, med temi našimi tudi tiskanimi knjigami, pa med našimi rokopise, ne, ko recimo naše rokopise berem, zelo velikokrat vidimo recimo, kako so se že v nekem 18. stoletju govorili o tem, kako bratje, ki znajo slovensko, lahko delujejo med prebivalcem recimo na slovenskem Štajerskem, na Koroškem in so recimo nekako govorili, da recimo avstrijska provinca, ki je takrat hotela recimo prevzeti samostan v Nazarjah, nima dovolj bratov, ki bi znali slovensko. Torej so se zavedali te jezika, so se zavedali kulture, tako da tukaj v bistvu to je zelo pomembno, se mi zdi, ne, dejansko preko teh naših inštitucij, kjer smo ohranjali slovensko pisavo, slovensko besedo, slovenski jezik, preko Prešerna, preko naših umetnikov, preko naših slikarjev, dejansko smo se nekako razvili svojo narodno identiteto, ne, in to je tisto, kar v bistvu je tudi neka naša nekaj, kar nosimo v prihodnost, neka naša dediščina za prihodnost. Hkrati je tudi to je neka dediščina, ki je zelo svetla, ki ni dediščina, ki bi bila nastorjena proti komorkoli, ki bi kogarkoli omejevala, ampak je tisto, kar mi pokažemo, tisto, kar mi znamo pokazati, kar lahko naredimo lepega, dobrega za naš narod in za cel svet in za Evropo in tako, ne. Ste najbogatejša knjižnica na Slovenskem in hkrati ste tudi knjižnica z najdaljšim stažem stalnega obratovanja na Slovenskem. Kmalu boste praznovali 800. obletnico. Kaj bi si želeli za vašo knjižnico za v bodoče? Ja, gotovo, najbogatejša mogoče vse nuka, ne, da ne bojo užaljeni, ampak gotovo od privatnih knjižnic smo pa gotovo ena najbogatejših, če ne najbogatejša, ne. To je seveda tudi do neke mere težko meriti, ne, to je malo subjektivna ocena. Ja, želeli bi si več posluha strani državnega vrha glede pomoči pri restauriranju in katalogiziranju gradiva.
želimo si veliko obiskovalcev, želimo si čim več raziskovalcev, hkrati tukaj bi tudi rekel, ne gre dejansko samo za neke subvencije, gre dejansko tudi za to, da država preko državnih inštitucij, raziskovalnih inštitucij, ZRC SAZU-ja, filozofske fakultete, drugih fakultet, drugih raziskovalnih inštitucij vzgaja kader, izobražuje kader, ki se potem tudi s to našo dediščino, s to našo kulturo ukvarja, ki te naše rokopise, te naše knjige, naše knjižnice preučuje in to v bistvu želimo si dejansko več tega. Mislim, da sosednji narodi, Italijani, Avstrijci, ne nazadnje tudi Hrvati, imajo mogoče kakšne aspekte, bi rekel, tega znanstvenega in kulturnega udejstvovanja bolj razvite kot mi. In tukaj bi se želel, da bi nekako Slovenija naredila ta tudi korak v to smer, da bi dejansko tudi sami začeli to dediščino bolj ceniti, se z njo bolj ukvarjati. Zelo me razveseli, ko recimo vidimo šolske skupine, ki pridejo, skupine upokojencev, ki pridejo, kako jim je to nekaj presenetljivega, kako jim to nekaj lepega. Mene je ta knjižnica že skoraj preveč vsakdanja, ker sem tako pogosto tukaj, ne? Ampak njim je pa to nekaj, kar jih impresionira, kar jih navduši, kar jih tudi bogati, kot ste rekli. In tukaj bi si dejansko želel, da bi bilo temu naprej tudi tako in da bi v bistvu to navdušenje, ki nas prevzema ob te naše dediščini, še bolj rezultiralo tudi v nekem delu s to dediščino, v nekem raziskovanju te dediščine in v ustreznem, primernem varovanju in ohranjanju te dediščine. Srečno bodoče in hvala za pogovor. Ja, najlepša hvala.